folklorna skupina Tineta Rožanca? Obstaja 60 let. Kolikor približno deluje tudi ta drug praznovalec na tem koncertu, to je Bruno Ravnikar, ki tudi praznuje 60 let delovanja. Ne samo, ampak tudi znotraj Tineta Rožanca. In koliko časa si že ti v folklorni skupini? Meni se tam nek s poletjem konča 10. leto. Veteran! Kaj pa vidva? Jaz sem že 11 let. Prehitela si Klemija. In ti? Jaz sem več mlajši, postaja že 5. leto mi teče, tako da. Sem si po moje tako zbrala zdaj, tako skoraj deli, ki smo več kot 5 let. Večinoma plesalci bojo tam nek stremi, od 2 do 5 let so po moje 90% folka, ki bo plesal na Rožancu, po nas je pa 10, ki smo pa več. Načeloma tudi te, ki smo več, smo tudi zbrani v tako imenovani organizacijski odborček, ki pa bolj intenzivno pripravlja ta koncert. No, sej pripravlja ga vsi, samo da je nekaj bolj. Kdo lahko postane član folklorne skupine Tineta Rožanci in kakšni so pogoji? Imate kakšne sprejemne izpite, recimo metanje smokijev na 2 metra ali pa kaj takega? Pljuvanje pešk? Recimo, ja. Ne. Imamo enkrat na leto, pač opišemo nove člane. To predvidimo v začetku šolskega leta oziroma študentskega šolskega leta, torej oktobra, ki potem 2 meseca pridno hodijo na vaje in tam decembra jim postavimo tako imenovano avdicijo, kjer pokažejo, kaj so se naučili v teh 2 mesecih, nekaj zapojejo, nekaj zaplešejo, malo cepetajo v ritmu. Kako pa to izgleda? A mi lahko pokažete? Da jaz recimo rečem tam, tam, tam in pol mora on narediti tam, tam. In pol, če jaz naredim tam, 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 in on naredi tam, sklepam, da je nekaj prišlo do miskomunikacije. Tako da pol take ljudi ponovadi ne vzamemo. Pogledati le noše pobliže. Tu smo zdaj zbrali en primer narodnih noš, ki jih oblačite v folklorni skupini. Ja, mogoče tlej samo en namik. Narodna noša je samo en umeten konstrukt, ki so ga naredili po gorenjski noši. Temu se reče pa ljudske noše. To sem hotla, ja. Kar povej še. Da razpriči se zdaj. Ne moreš tako! A veste, ne moreš tako. To je nekaj naučena izjava. Ne, ok, ljudska noša. Tale noša pripada kateremu koncu? To je belokranjska noša iz Bele krajine. A bejšno? To je reka teče tu, Dravski most? To je sam trema. Ja. In je sestavljena iz, vidimo, iz enega iz velikih kosov, štumfi, več kikl, zelo, ja. Ampak si vse oblekla, ne? Vse, kar bi treba obleči, da si v belokranjski noš. Ja, ena spodence nisem, ampak ne povedati šefici. Čevlji so tudi zelo pomembni najbrž. Ja. Ali ne? So, no. Te so nižji čevlji, ki večinoma se ne uporabljajo, mogoče bolj za to panonsko Slovenijo, sprav vzhodno, drugače imamo pa visoke do gležnjev. Koliko različnih ljudskih noš pa nosite v vaši folklorni skupini? Ti si že veteranka, pa jih lahko prešteješ. 12 različnih. Skoraj za vsak splet, za vsako pokrajino imamo nošo, ki pripada tej pokrajini oziroma včasih naredimo 2-3 splete iz iste pokrajine. Ok, poglej ga no, kako se smeji. Živa. No, zdaj pa še ti predstav. Zdaj si še klobuk šel poiskati, če prav razumem. Ja, to je obvezen del noše. Namreč noša predstavlja nošo... Ti se en tak pastirček zgledaš, veš? Ja, seveda, gibaj, skje sem. Spačnika, ne? Gorato področje. Ja, no kar povej, kar ti povej, da se nam... Noša predstavlja Bloško nošo. Kot veste, Bločani
so bili pastiri, nikoli niso imeli kaj preveč denarja, tako da so bili preprosti ljudje. Od igrači so imeli, kar so našli v gozdu, se pravi palce. Ampak to sem tudi jaz imela, pa nisem zblok. Jaz sem odločen, niso obvladali palce. Ne. Bili so preprosti ljudje, preprosti materiali, preprosti hlače, predvsem praktične, za lovljenje krav. Po hribu navzdol. Ja, pa niso irhaste, smo ugotovili, ne? Ja, kje, to je vse blago. Blago, lepo. Pa cokli. Taki zelo zračni čevlji in tak zelo širok krajec, obuka, da je pa senca, ko je pripekalo. Ne oprem, pa tudi ne smem. Ne oprem, pa tudi ne smem. Ne oprem, pa tudi ne smem. Pri meni moj ljubi oča leži. Pri meni moj ljubi oča leži. Zakaj si pristal v folklori? Pač preprosto zato, ker se je širil dober glas o dobri družbi, o zanimivih plesih in tako naprej. Potem, ko enkrat priješ noter, ostaneš. No, Klemen, tebe bomo kar preskočili, ne, si naj povej, no, kako si pa ti Mene so pristal. prisilili. Kako si tebe prisilili za šibo, ki je Ne, pela? ne, bilo je tako, da je moj brat rekel, zdaj nimamo več glasbenikov, ti igraš harmoniko, tako da prosim pridi in v bistvu jaz sem rekel, ok, to da ni bilo Pa te nekaj. ni prisilo, ne? V bistvu, Vprašal pa si to pa- sem zdaj ulepšil. Se zavedaš, da bo on to gledal in da boš jih kdo bo s šibo, če Ne, ne bo bo, to? ne. A ne bo? Ne, se to ne ostane med nami. To pa ni res. Kako si pa ti pristala v folklori? Ja, meni je bilo samo ful všeč, drugače sem pa iz centra Ljubljane, tako da... Nikoli, a si rasla, mislim, si kdaj pač živela tako ob vikendih, čez počitnice na kmetiji? Ne, jaz sem čista Ljubljančanka. A res? Wow, a Redki ste so- videli? Redki so te na folklori, takih imamo za prste na roke, po moje, v eni skupini, res. Večinoma so periferne pokrajine. No, v glavnem, to je, vadite pa tukaj, le vidim, v Parmovi, na Parmovi. Ampak to šele eno leto, no. Vsem ponovljeni dvorani, letos smo se preselili. Mislim, da me podarila zaradi Monike. Ja, viš, to sem hotela Monika, reči. to je tista zlobna stvar. Tista zelo glasna, ne zlobna, bolj... Zelo glasa se. To je tak kup peska, zaradi očitnih znakov podhranjenosti finančnih, ampak so za nas sponzorji oziroma Slovenske železnice zelo lepo poskrbele. Z našo pomočjo smo so tolele dvorano obnovili, posebno jo priredili, zato da imamo mi lahko vaje, kvalitetne vaje tukaj.